1. april ni samo dan norcev, ampak je tudi praznik za vse tiste, ki se profesionalno ukvarjamo z manipulacijo. Izmišljene novice letos praznujejo okroglo 150. obletnico. Na današnji dan leta 1867 je namreč Janez Blajvajs v Kmetijskih in rokodelskih novicah objavil prvi izmišljen članek, ki je govoril o vplivu polne lune na kislo grozdje. Matej, kakšne so bile takrat reakcije? Slavko, kakšne blazne euforije okrog tega verjetno ni bilo. Šlo je za nedolžno šalo, ki je v primerjavi z vojno svetov iz leta 1938 mala malica. No, ampak slovitemu režiserju Orsonu Wellesu je takrat uspel neverjetni podvig. Ameriški poslušalci so bili prepričani, da prihajajo Marsovci. Ja, panika je bila neizmerna. Zgodilo se je na noč čarovnic. CBS je predvajal radijsko igro, ki je v slogu radijskih poročil prepričljivo opisovala invazijo Marsovcev. Slišalo se je takole. Dame in gospodje, prekinjamo program. Šokantne novice. Na Marsu so opazili čudne hidrogenske eksplozije. Zemlji se z veliko hitrostjo približuje orjaški, žareči leteči predmet. Iz vesoljske ladje stopajo srhljive, neopisljive, zlovešče kreature. Stvar sledi, ki so jih prišli gledat. Tudi policaje. Povsod ležijo ožgana neprepoznavna trupla. Marsovci prihajajo. Ljudje zapuščajo mesta. To je konec. Od 9 milijonov poslušalcev se jih je skoraj 2 milijona pognalo v beg. Žal so mnogi preslišali uvodno razlago, da ne gre za resničen dogodek. Hvala, Matej. No, na tem mestu smo vas dolžni opozoriti, da niso vse izmišljene novice enako nedolžne ali duhovite. Nekatere so tudi zlonamerne, ustvarjene z namenom, da se širijo napačne informacije. Teh se preko socialnih omrežij najbolj poslužuje politika. Poglejmo, kaj na to pravijo najvplivnejši ljudje v tej državi. Realno stanje lahko ne nazadnje zbega, ne? In ljudi je treba peljati preko vseh resnic in prek teh problemov. Jaz se jih seveda lotim najprej in predvsem prek Facebooka. Meni je razumljivo, da v taki situaciji, kjer so še posebej nekateri mediji maksimalno podprti s tem dotokom neresnic in lažnih virov, eni pa ne pravzaprav, prihajajo do različnih reakcij glede na notranje boje politikov v teh državah in glede na težavnost problema. Imamo specifično obliko provokacije. Mladi rečejo mase trola. Naša politična opcija obvladuje vse te sisteme in jih običajno fanatično uporablja, ko hoče zanetiti strah.